Gajser se je v Udevali vrnil na motokros steze svetovnega prvenstva. Jan Pancar na Švedskem zanesljivo v deseterici. Vid Rus, Taj Goleš in Alex Novak so v Loketu na Češkem tekmovali na finalni dirki Evropskega prvenstva v motokrosu v razredih s prostornino motorjev do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Enej Krševan v Španiji na četrti dirki cestno-hitrostnih motociklistov razreda Moto2 do novih točk Evropskega prvenstva. Nik Ščulac je v Red Bull na Danskem vozil tretjo in hkrati zadnjo dirko tekmovanja FIA Academy Trophy Senior. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Štiri dirke pred koncem sezone svetovnega prvenstva v motokrosu se je na steze vrnil Tim Gajser. Slovenski motokros as je imel v Udevali na Švedskem smolo v prvi vožnji, v kateri je padel. K sreči se ni poškodoval, vendar motor mu ni dovoljeval, da bi nadaljeval. V drugi vožnji je dolgo časa kazalo, da bo med prvimi tremi, a ga je napaka potisnila na končno 7. mesto. Skupno pa je bil na dirki 12. Janu Pancarju 4 dirke pred koncem sezone kaže izvrstno, saj je v skupnem seštevku razreda MXGP na 11. mestu. V Loketu na Češkem je v prvi vožnji pokazal, česa je sposoben in kaj zmore. V cilj je namreč pripeljal na 3. mestu in navdušil. Višje v karieri še ni bil. Tudi v Lomlu na mehki mivki, ki mu ni pri srcu, se je izkazal 6. mestom v drugi vožnji ter vnovič močno opozoril nase. Da dober rezultat na mehki podlagi v Belgiji ni bil naključje, je pokazal tudi na veliki nagradi Švedske, saj je v drugi vožnji prehitel tudi rekonvalescenta Gajserja ter skupno na dirki zasedel 7. mesto. Na dirke svetovnega prvenstva razreda MX2 se je vrnil tudi Jaka Peklaj in v Udevali prišel do prvih 2 točk v letu 2025. Mladi voznik, ki je tako kot Pancar član AMD Šentvid pri Stični, se še ne more kosati z najboljšimi na svetu, vendar zdaj zagotovo ve, kaj mora popraviti, da bodo točke na dirkah z vrstniki v svetovnem merilu postale stalnica. Proga Loketske Serpentini je gostila finalno dirko Evropskega prvenstva v motokrosu za voznike v razredih s prostornino motorjev do 65 in 85 kubičnih centimetrov. V šibkejšem razredu je vozil Vid Rus, ki se je uvrstil na 26. in 23. mesto ter skupno zasedel 29. mesto. Naslov evropskega prvaka si je privozil Francoz Mathis Aguillot. V močnejšem razredu sta tekmovala Taj Goleš in Alex Novak. Boljši je bil Novak, ki je domov prišel z 21. in 20. mestom, kar mu je v skupni razvrstitvi prineslo končno 25. mesto. Goleš je v prvi vožnji po 4 krogih odstopil, v drugi vožnji pa je osvojil 22. mesto. V skupnem seštevku razreda EMX 85 je pristal na 27. mestu. Evropski prvak je postal francoski voznik Enzo Herzogenrath. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Enej Krševan je nastopil na četrti dirki Evropskega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov razreda Moto2, ki je bila na stezi Motorland Aragon. Špansko dirkališče je 18-letnemu vozniku, ki tekmuje za italijansko moštvo Team Chiati Boscoscuro, prineslo 2 novi točki za skupni seštevek, ki ju je osvojil za 14. mesto v prvi vožnji.
V drugi pa se mu ni išlo po željah in načrtih, saj je v drugem krogu odstopil. 3 dirke pred koncem prvenstva ima Krševan 9 točk in se v skupni razvrstitvi nahaja na 21. mestu. Redby na Danskem je bil prizorišče 3. in hkrati zadnje karting dirke FIA Academy Senior. Slovenske barve v tem tekmovanju je letos branil Nik Ščulac. Na progi Karting Ring je iz sebe in vozila z opremo, ki je za vse udeležence enaka, iztisnil, kar je lahko. Kvalifikacijske vožnje so mu prinesle 17. mesto. V finalu pa je na to dirko sklenil na 20. mestu. V skupnem seštevku tekmovanja FIA Academy Senior je Nik Ščulac zasedel 13. mesto. V nadaljevanju. Anže Grmek je v Rigi v Latviji tekmoval na drugi dirki finalne serije prvenstva Speedway Grand Prix 2 za mladince do 21 let. Visonta je gostila Evropsko prvenstvo v minicestno hitrostnem motociklizmu. Kaj Zupan Vehabovič do naslova evropskega podprvaka. Ele na Švedskem in Kiselka na Češkem sta bili prizorišči preizkušenj Evropskega prvenstva v trialu, na katerih je vozil tudi Lovro Setnikar. Sven Cerjak in Gregor Zorko sta na drugi finalni dirki Evropskega prvenstva parov v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih na Danskem Sloveniji pripeljala 4. mesto. Stadion Bajkernjeki v Rigi v Latviji je bil prizorišče druge finalne serije prvenstva Speedway Grand Prix 2 za mladince do 21 let. Med 16-terico voznikov je bil tudi Anže Grmek. Ker je pred dirko ponoči in dopoldne močno padal dež, so štartne številke tokrat določili z žrebom. Imeli smo smolo z vremenom, že tako sem bil prvič v Rigi na progi. Grmek je imel tudi tokrat podobne težave kot na prvi dirki julija na Švedskem. Z ekipo nismo vedeli, kakšne nastavitve uporabiti. To smo probavali čez celotno dirko popraviti, izboljšati. Sila pomembni so bili spet štarti, ki so lahko po dobrem izhodu iz prvega ovinka prinesli drobno prednost. Štart je bil najpomembnejši. Če si štart dobil, si v bistvu dobil celotno vožnjo. Grmek je v svoji 4. vožnji demonstriral potencial. 4. vožnjo sem bil drugi, uspel mi je dober štart in potem sem v bistvu držal linijo. Odlični Poljak Viktor Pžijemski, branilec naslova svetovnega prvaka, se ni pustil ugnati. 2 točki v 5 vožnjah sta Grmeku prinesli 15. mesto. A sposoben je bistveno več, česar se zaveda. Ne najboljši priokus po tej dirki, ampak glavo gor in gremo naprej. Zmago v Rigi si je sicer kar malce presenetljivo privozil Čeh Adam Bednar, ki je bil v rednem delu tekmovanja šele 8. Drugi je bil Ukrajinec Nazar Parnicki, tretji pa Poljak Viktor Pžijemski, ki tudi vodi v skupnem seštevku. Zadnja dirka serije SGP2 bo sredi septembra v Vojensu na Danskem. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si. Visonta na Madžarskem je gostila Evropsko prvenstvo v minicestno hitrostnem motociklizmu. Slovenijo sta na stezi Black Star zastopala Kaj Zupan Vehabovič in Jakob Štiftar, oba sicer člana ŠD Oktani. Zupan Vehabovič je tekmoval v razredu Minimoto Open 50 in je po 3 vožnjah osvojil skupno 2. mesto ter naslov evropskega podprvaka. Jaz imam mešane občutke do evropskega prvenstva. Spremenil ne bi nič in se mi zdi, da sem iz tistega padca dobil zelo dobre izkušnje.
13-letnik je namreč v prvi vožnji padel in v cilj pripeljal četrti. Na koncu je za prvim Italijanom Ricardom Albertom Soresinijem zaostal zgolj za točko. Štiftar je vozil v razredu Mini Moto B, v katerem je po 3 četrtih mestih v 3 vožnjah tudi v skupnem seštevku pristal tik pod zmagovalnim odrom na 4. mestu. Počutil sem se čisto dobro, malo mi je bilo vroče. Naučil sem se zelo veliko in sem zelo vesel z novimi izkušnjami. Nove izkušnje bosta oba lahko unovčila že 24. avgusta, ko ju na Vranskem v AMZS centru varne vožnje čaka 4. dirka domačega državnega prvenstva. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Lovro Setnikar je v avgustu tekmoval na 2 preizkušnjah Evropskega pokala v trialu. Na Švedskem je v Oleju pokazal, da se mu težki in zahtevni treningi obrestujejo. Na začetku nisem bil dosti vzpodbujen, bi se mogel malo bolj vživeti v igro in bolj šutelov. Na sekcijah, ki jih v domačem okolju ni vajen, je demonstriral izvrstno obvladovanje motorja na strmih skalah v gozdnem okolju. Bila je ena težjih evropskih tekem. Bil je razmočen teren, saj je 2 dni padal dež pred tekmo. Za uvrstitev na zmagovalni oder mu je malce ponagajala tudi športna sreča. Mi je zmanjkalo časa in sem dobil okoli 10 točk pribitka in zato sem potem bil peti. Na Češkem je bila prizorišče preizkušnje Kiselka. Vnovič so ga čakale zelo težke sekcije. Tekmi na Češkem so mi bili v redu, zelo težke, veliko novih izzivov. Teh se ni ustrašil, ampak je z njimi v 2 dneh ponovno opravil zelo dobro. Danes sem bil malo razočaran, se mi je šlo zelo dobro in po vmesnem krogu sem bil tudi drugi, ampak ja, videl sem, da moram ene par stvari še popraviti, moram bolj hopsati, bolj stati na mestu. Če je bil sam malce razočaran, pa niso bili navijači, ki so ga spremljali in bodo z njim tudi sredi septembra v Italiji na zadnji letošnji evropski preizkušnji. Slangerup na Danskem je gostil drugo finalno dirko evropskega prvenstva parov v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih. Pod vodstvom Gregorja Aronška sta slovenske barve branila Sven Cerjak in Gregor Zorko. Na progi, na kateri sta vozila prvič v karieri, sta se soočila z nemalo težavami in nikakor nista uspela najti ustreznih nastavitev motorjev. Vseeno sta uspela Sloveniji pripeljati 4. mesto ter ostajata v igri za končni zmagovalni oder, ki ga bosta sredi septembra lovila na zadnji dirki prvenstva na domači progi v Krškem. V nedeljo 24. avgusta bodo člani AMD Domžale v AMZS centru varne vožnje na Vranskem pripravili 4. dirko državnega prvenstva Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Prav tako v nedeljo 24. avgusta bo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem 4. dirka državnega prvenstva v trialu. V nedeljo 31. avgusta bodo na dirkališču Slovakia Ring na 6. dirki sezone organizacije društva Two & Race hrumeli motorji v državnem prvenstvu Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu.